Cenjene Domžalčanke, spoštovani Domžalčani, dragi povabljeni gostje in predvsem lepo pozdravljeni nocojšnji slavljenci. Domžalski potencial so ljudje, posameznice in posamezniki z različnih področij delovanja, z zavidljivim življenjskim opusom, za katerega si zaslužijo posebno priznanje. Za vsakim izmed priznanj se skriva nešteto ur prostovoljnega dela, vaj, odrekanj ter predvsem ljubezni do kraja in soljudi. Današnji dan je poklon nagrajenkam in nagrajencem, predvsem pa je to skupni praznik vseh Domžalčanov. Za slovesen začetek se zahvaljujem virtuozu na harmoniki Klemenu Lebnu in pa sopranistki Mariji Pönike, ki je vajena evropskih koncertnih odrov in ki jo bomo danes skozi program še srečali in jo predstavili. Za slavnostno nadaljevanje pa naprošam župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, cenjena gospa podžupanja Andreja Pogačnik-Jarc, spoštovani gospod podžupan magister Lovro Lončar, dragi častni občani, dr. Miroslav Stiplovšek, dr. Velimir Vulikič in gospod Peter Primožič, spoštovani predstavniki sosednjih prijateljskih občin, dobro večer vsi nagrajenci. Dragi gostje, lepo pozdravljeni na slavnostni seji občinskega sveta občine Domžale, namenjeni 19. aprilu, prazniku občine Domžale. Leto je naokoli in čas je, da se ozremo nazaj ter pogledamo, kaj dobrega smo storili v preteklem letu. Za nami je izredno uspešno leto. Kljub temu pa se moramo zavedati, da še vedno ostajajo odprti nekateri pereči problemi in projekti, na njihovo uresničitev pa bolj ali manj zelo potrpežljivo čakajo naše občanke in občani naše občine. Težko je zadostiti vsem željam in potrebam, največji problem pa kot vedno ostajajo omejen proračun, lastnina in odnos države do lokalnih skupnosti. Otroci so naše bogastvo in tisti, ki spreminjajo čas, in prav oni nas bodo čez nekaj let vodili naprej. Vsi se zavedamo, kako hitro beži čas, zato ne smemo zamuditi nobene priložnosti, ki bi kakorkoli vplivala na boljšo kakovost izobraževanja naših otrok. Leto 2013 je bilo tako v veliki meri zaznamovano skrbjo za najmlajše. Odprli smo razširjeni vrtec Krtek, podružnična šola v Ihanu, prizidek osnovni šoli Rodica, vrtec Palček na Viru in tako uspešno izvedli investicije na področju predšolske in šolske vzgoje. Verjetno pa ste vsi seznanjeni z dejstvom, da bo že jeseni vrata odprl nov vrtec Krtina, v domu krajanov Dob pa se bodo odprli še dodatni 3 vrtčevski oddelki. Naša družba daje vedno večji poudarek tudi rekreaciji in aktivnemu življenju. Vse več občin poskuša urediti rekreacijske poti in vsem svojim občankam in občanom, ne glede na njihovo starost, ponuditi možnost, da bi v naravi preživeli čim večji del svojega prostega časa in ga tudi kvalitetno preživeli. Naša občina je v okviru zelenih oaz med vodilnimi slovenskimi občinami pri zagotavljanju možnosti za rekreacijo. Če smo za najstarejše uredili fitnes na prostem, ki ga lahko uporabljajo v času svojega sprehoda, pa smo za mlajšo in srednjo generacijo v lanskem letu na kar 5 lokacijah uredili telovadna orodja, ki bodo kmalu nadgrajena še s telovadnim parkom, namenjenim telovadbi v naravi. Ne nazadnje pa so v bližnji prihodnosti na vrsti še invalidni otroci, ki so zaradi uporabe invalidskega vozička prikrajšani za marsikatero radost na otroškem igrišču. Iz tega razloga jih bomo še v letošnjem letu kot ena izmed prvih občin razveselili z gugalnicami, prilagojenimi invalidnim otrokom. Letošnje leto je zaznamovalo tudi bogato družabno in kulturno dogajanje, med katerimi izstopajo tudi vedno bolj številčni družabni dogodki in prireditve, ki jih organizirajo občina Domžale in občinski javni zavodi, najbolj pa smo lahko ponosni na niz dobrodelnih prireditev,
s katerimi smo pokazali našo plemenitost. Več kot očitno je, da moramo našim občankam in občanom zagotoviti mesto pod soncem, kamor se lahko zatečejo v svojem prostem času in se tam, ne glede na starost, tudi družijo, zabavajo in veselijo svojimi soobčani, svojimi sosedi. Kljub željam po varnem in skrbi prostem življenju v naši občini pa se ne moremo izogniti nesrečam, kot je bil lanskoletni požar v stolpnici na ulici Matije Tomca. Če si želimo, da bi bilo naše mesto središče pozornosti zaradi pozitivnih in veselih novic, so takrat Slovenijo z našega območja preplavile grozovite novice, posnetki in fotografije goreče stolpnice. To je bila nesreča, kateri se je tako kot že tolikokrat poprej ponovno izkazala solidarnost naših ljudi in sposobnost učinkovito pomagati sočloveku v stiski. Vse to nas seveda navdaja z upanjem in zaupanjem vase in v našo skupno prihodnost. Po najboljših močeh se trudimo, da bi poskrbeli za razvoj občine kot celote, obenem pa tudi za enakomeren razvoj po vseh krajevnih skupnostih. K dobremu razvoju ter rezultatom naših krajev in vasi ter izboljšanju kvalitete življenja pa veliko doprinese tudi kvalitetno sodelovanje tako posameznikov, društev, krajevnih skupnosti ter seveda tudi svetnikov in svetnic. Spoštovani nagrajenci, dovolite mi, da izrazim veselje in zadovoljstvo, da ste bili ob svojem delu za naše kraje in ljudi opaženi, predlagani in nagrajeni. Tudi sam se kot župan občine trudim, da opazim, kar je dobro in to tudi pohvalim. Največje bogatstvo naše občine se skriva v dobrih, marljivih, sposobnih in uspešnih ljudeh. Z veseljem in velikim ponosom bom tako skupaj s predsednikom odbora za priznanja, gospodom Petrom Verbičem, podelil te nagrade in ki sledijo v zahvalo za njihovo srčnost, za vašo srčnost, izjemno delo, promocijo in plemenitost, ki jo širite s svojim poslanstvom in delom. Takšnih ljudi je v naši občini veliko. Naj nam bodo za vzgled. Naj vam za konec ob prazniku naše občine iskreno čestitam in vam želim vse dobro in ostanite zdravi. Hvala lepa gospodu županu za pozdravni nagovor. Ja, letošnje leto je za Domžale še posebej slavnostno leto, saj bo letos čas za obeležitev več obletnic. Prva, ki naj omenim, prihaja z področja šolstva. Domžalsko šolstvo namreč že 150 let daje kulturno širino in vzgaja mlade perspektivne talente. Del tega kolesja sta tudi nekdanja učenca domžalske glasbene šole, Miha Kosec in Klemen Leben. Okoli Klemna se je zbrala zasedba akademsko izobraženih in nadarjenih glasbenikov, ki so željni drugačnih, raznolikih nazorov in pa stilov. V želji ponuditi nekaj novega, drugačnega, svežega so glasbeniki obudili že nekoliko pozabljeno judovsko glasbo jugovzhodne Evrope in s tem postali prvi slovenski klezmer band. Dame in gospodje, predstavljamo vam prvi slovenski klezmer band, v katerem nastopajo Miha Kosec, klarinet, Klemen Leben, harmonika, Dejan Podgorelec, mandolina, Izidor Erazem Grafenauer, kitara in pa Tomi Farkaš, kontrabas. Prisluhnimo skladbi Davida Orlovskija Sababa.
Bravo, Klezmer Band. Drage dame in gospodje, vsak izmed nas, tako kot nocojšnji nagrajenci in nagrajenke, ima svoje ime, priimek, bom odložil tole, ker se bom zdaj malo razigral, svoje ime, priimek in področje, ki ga najbolj zanima. Moj priimek, poznate, ni tako redek pojav, kot se zdi v telefonskem imeniku. Moje ime ni bilo vedno tako, kot je, vsaj do 3 tedne pred rojstvom. Namreč tako anekdoto vedno šparam za predstave v živo, štosov okrog priimka je bilo na televiziji že dovolj. Skratka, moral bi biti Gregor, ampak se je očetova teta, ki je znala vse zakomplicirati, hvala Bogu tokrat spomnila, nehajte, celo življenje ga bojo vsi zafrkavali, tič gre gor. In to prisežem, da je čista resnica. Drugače sem, kot veste, igralec. Vsak si želi nekaj postati in jaz sem si želel postati igralec. Da bi postal igralec, sem jasno moral končati neko šolo, drugi so končali druge šole. En moj prijatelj Borut, recimo, on je končal šolo, je postal doktor. So bili starši zelo veseli, za razliko od mojih. Ena druga prijateljica je končala šolo, je postala sodnica. Spet ena tretja prijateljica, dame in gospodje, ona je končala 2 šoli. Ona je danes brezposelna. Da bi postal igralec, sem si želel, ko sem bil še čisto majhen. Kaj me tako gledate, gospa, seveda sem bil majhen. Vsi smo bili enkrat majhni. Ne? Mi, naši starši, politiki, predsednik države, dobro, on je še majhen. Ampak jaz ne samo, da sem bil tako majhen, kot vsi vi, dame in gospodje, jaz sem bil še manjši. Vi ste bil majhen, gospod Toni? Ja? Ni videti. Ampak jaz sem bil manjši kot vi. Jaz sem bil manjši, jaz sem bil tak. Evo, ste bil vi tak? Ne? Vi ste bil še manjši, tak. No, jaz sem bil manjši, jaz sem bil tak, kot je bila gospa. Gospa, vi ste bila taka, je tako? Jaz sem bil manjši, kot ste bila vi, jaz sem bil tako. Evo, tako. Tak, jaz sem bil tak, kot bo vaša penzija, gospod Toni. Evo, jaz sem bil še manjši, kot jaz sem bil tako majhen, da si me lahko tako dal na roko in si rekel, adijo, Gašpar, in jaz lalilja. In že takrat sem si jaz seveda želel postati igralec. Res, se spomnim iz svojega stanovanja, iz maminega trebuha. Se spomnite, kako je bilo v naših stanovanjih? Super, kaj? Gospa, jaj, kako je bilo lepo. Malo nerodno je bilo samo, ko moja mama hodi, ker ko moja mama hodi, pa ram, pam, moje stanovanje je badum, a jaz noter, badum. Še hujše, ko mama hitro hodi, pa ram, moje stanovanje badum, jaz pa vodi, a najhujše, ko zavije okrog ovinka, pa ram, vuf, moje stanovanje je vuf, in jaz no. Meni je bilo tako slabo, da je morala moja mama namesto mene bruhati. Nočno. Joj, marsikaj se še spomnim iz svojega stanovanja. Recimo nekega dne v 6. mesecu, dame in gospodje, jaz plavam lepo v svojem stanovanju, in naenkrat, kaj je to, potres? Nisem vedel, kaj se dogaja. In pred mano se pojavi moj črni sovražnik. Kdo si ti? Jaz sem. Kdo si? Jaz sem. Daj že povej, kdo si? Jaz sem ultrazvok. Ultrazvok z televizije. Čakaj, bom nekaj povedal. Drage dame in gospodje, tukaj smo že v 6. mesecu. Kam greš? Samo da nekaj pogledam. Pazi, moj lulek. In kaj vidim, dame in gospodje, vsi skupaj, doktor, oče in mama na ekranu televizije gledajo moj priimek. Grozno, kakšna civilizacija. Doktor kaže s prstom pod sliko in pravi, vidite, gospa in gospod, tukaj piše XY, to je. Mama reče, punčka, gospod doktor. Ne, gospa, XX je punčka, XY je fantek. Berte drugič, preden zanosite. Oče reče, gospod doktor, fantka imamo, hvala vam. Ne, hvala meni, hvala vam, upam. Vseeno, fantka imamo, čim glu. Fantka imamo. V 7. mesecu, dame in gospodje, v 7. mesecu so se v naših možganih dogajale pomembne spremembe. V 7. mesecu smo dobili osnovne značilnosti svoje inteligence in osebnosti. V 7. mesecu smo že razlikovali med svetlobo in temo. V 8. mesecu smo že čutili bolečino in okus. V 8. mesecu, dragi moji, sem ves čas delal prevale naprej. In nekega dne sem ostal obrnjen na glavo. V 8. mesecu sem bil že pravi majhen človek, lahko bi šel na ta svet, ampak nisem, ker sem bil pameten in sem vedel, da sem še presuh.
Ja, tudi jaz sem bil enkrat presuh. Vsi smo bili enkrat presuhi. 9. mesec, dame in gospodje, 9. mesec. Obrnjen na glavo, ravno prav zrejen, brez vsakršnega prostora v svojem stanovanju, sem si nekega dne rekel, dovolj. Mama, hočem na ta svet. Mama, hočem rojstni dan. Mama pa... Dragi, kaj? Popadki. Oče. Brez panike! Oče zdivja ven po avto, pozabi čevlje, pride nazaj, vzame čevlje, gre ven, pozabi ključe, pride nazaj, kje so ključi? Ne vem, kje so ključi, jaz tudi ne vem, kje so ključi. Kaj si ti vprašal, si se moraš roditi, kam si mi dala ključe? Nisem ti nikamor dala ključe, dragi, ti puščaš stvari naokoli. Jaz da puščam stvari naokoli, fino, ne govori mi kot tvoja mama. Bog, dragi, pusti mame zdaj pri miru, pelji nas v porodnišnico, nehaj se razburjati, gremo v porodnišnico. Očka vozi sosedov avto. Previdno, lepo dobro, pazi, semafor, policaj, podalo, kaj grem jaz voziti. Dragi, jaz bom rodila, ja, diham, ma ne ti, jaz bom rodila, pridemo v porodnišnico, mama komaj hodi, oče skače, zdaj pa brez panike, gospod doktor, brez panike, moja žena bo rodila, to ni nič hudega in jaz sem se odločil po 266 dneh, oziroma 40 tednih, oziroma 9 mesecih, dame in gospodje, se odpravim na ta svet. Foj, flofla. Ojoj. In kaj vidim? Pred mano sami čudni ljudje v kapah, z maskami čez usta kot razbojniki, v gumijastih rokavicah in vsi mi pravijo, pridi, no? Pridi zdaj. Joj, ne, hvala, pridi, gremo, ni časa, smena, štrajkamo. Joj, ne, hvala, jaz ne grem nikamor, ne poznam teh ljudi. Plup. Pride en doktor. Gospa Vilma, vem, da ste med nagrajenci, ni bila babica, ker je bil težek porod. Pride en doktor, da prst v moje stanovanje, jaz pa, pridi, ne, joj, gospa, je trmasta vaš otrok. Ja, očitno je po očetovi strani, vsi so taki. Doktor mi ponudi avtek, kot da bi vedel, da bom jaz imel tako rad avtke, jaz stegnem roko, dame in gospodje, doktor me zgrabi za roko. Ma jaz sem se komaj uspel ujeti za mamin popek, zdaj pa mama kriči, pusti popek, doktor kriči, pridi, jaz ne, pusti popek, pridi ne, doktor me požgačka, glik. Jaz brcnem, pum, nekaj poči, voda se vlije iz mojega stanovanja, in doktor me zgrabi za glavo. Au, pazi glava. Au, pazi roke, pazi telo, pazi noge, tak! Joj, tako sem prišel na svet. Doktor me zgrabi za noge, me obrne tako, da sem gledal z glavo navzdol, da sem takoj videl svet, kot je treba, narobe, me položi na tehtnico in reče, čestitamo mlada starša, tole zdrav fantek, 3,5 kg, 50 centimetrov. No, zdaj pa pride še ena teta, babica po poklicu. Joj, kako lep fantek, bomo namazali ritko, pitko. Daki ritko, pitko, vzame kremo, me namaže celega, flo, vzame prašek, me posuje, kot da sem insekt, jaz se derem, kaj delaš z mano, kaj delaš z mano? Ona me zgrabi, me vzame predse in reče, poslušaj, mali, nisi ti sam na tem svetu, zaspi, hitro. Jaz se naredim, da spim. Ona me položi mamici na prsi in jaz po svoji prvi večerji sladko zaspim. In to so bile moje prve sanje, dame in gospodje. To so bile moje prve sanje, da bom mogoče nekega dne igralec. Lepa. Hvala. Zdaj pa, preden se zares posvetimo nocojšnjim nagrajenkam in nagrajencem, bi vam rad predstavil še enega mladeniča, ki se na nagrade odlično spozna. Namreč pobira odlikovanja na popolnoma vseh tekmovanjih. Na zadnjem državnem tekmovanju je med tolkalisti dosegel od 100 možnih točk 100 točk.
vajanje nastopanja tudi iz najstarejšega domžalskega kulturnega društva, to pomeni iz Domžalske godbe. Z 12 leti je najmlajši član godbe Domžale, ki letos praznuje tudi visoki jubilej svojo 130-letnico delovanja. Dame in gospodje, prisluhnimo Aleksandru Simjonovu na marimbi. Bravo, Aleksandar. Zdaj pa res počasi k tistim, ki se s podelitvijo priznanja občine Domžale upisujete za vselej med najodličnejše občane. Podelili bodo seveda odgovorni nagrade občine Domžale, bronaste, srebrne in pa zlato plaketo. Pričeli bomo z nagradami. Naj vam izdam to, da nagrado letos prejme 5 nagrajencev. Eden med njimi je gasilec tudi. Gasilstvo je prav tako, so me podučili, v Domžalah ena najmočnejših panog. In jaz o tem vam moram reči, nimam veliko prakse, ker nimam dovolj korajže, sem pa enkrat gledal en požar in to je bilo strašno. Bil je pa en heroj, bil je en heroj tam, en gasilc, ki je res, kaj si je on upal, on je laufal v gorečo hišo, rešil ženo, prinesel ven ženo, laufal nazaj, rešil otroka, prinesel ven otroka, laufal nazaj, prišel ven brez vsega. Laufal še enkrat nazaj, prišel ven spet praznih rok. Še enkrat noter, spet praznih rok. Sem rekel, gospod, kaj ne gre več? Je rekel, ne, obračam taščo. No, tako, da bomo sproščeno začeli nagrade podeljevati, ne? Tudi iz takih stvari se je treba pohecati, pomaga. Skratka, v družbi domžalskega župana Tonija Dragarja se nam bo na odru pridružil predsednik odbora za priznanja, proslave in prireditve, gospod Peter Verbič. Vabim vaju na oder, skupaj bosta podelila nagrade občine Domžale. Nagrado občine Domžale prejme Darko Hemetek. Kar tlele v središče, da se vas nagledamo in obrazložitev najprej sledi. Darko Hemetek je že vrsto let prostovoljni gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Domžale mesto.
Posebej požrtvovalno in strokovno je deloval 20. oktobra 2013 ob požaru na ulici Matije Tomca 2 v Domžalah, kjer je prišlo do požara. Darko Hemetek je kot stanovalec stolpnice v ugotovitvi požara pričel z gašenjem. Zaradi hitrega širjenja ognja je aktivnost preusmeril v reševanje ljudi ter ob pomoči sinov zagotovil pravočasno evakuacijo vseh stanovalcev. Pomagal je tudi stanovalcem in civilni zaščiti pri sanaciji pogorišča. Darko Hemetek je s svojim delom, pristopom in pravočasnim obveščanjem pripomogel k izvedbi hitre evakuacije, s čimer je obvaroval življenja stanovalcev. Čestitam. Še fotografiranje. Čestitke in hvala lepa, gospod Hemetek. Nagrado občine Domžale prejme Primož Hink. Primož Hink je novinar, ki je vsa leta vsakodnevno aktivno spremljal življenje in delo Domžalčanov in okoličanov ter o njem poročal v medijih, posebej v kamniško-domžalskih novicah. Njegovi prispevki so bili profesionalno, ustrezno, bogato informativni, odsevali so predvsem avtorjev konstruktivni odnos in prav takšen pristop do Domžal. Zelo pomemben, celo v državnem merilu, je njegov prispevek k ohranjanju tradicij na različnih področjih, v zadnjem času pa ga poznamo predvsem po monografijah Domžale med nebom in zemljo, kar je imenitna promocija domžalske ustvarjalnosti. Pomemben pa je tudi otroški turistični vodnik Rajžamo po Domžalah. Čestitke. Nagrado občine Domžale prejme Vera Leban Sambolec. Gospod župan, stopite malo bolj naprej, ker vsi bi se radi z vami tam tiščali, pa nimamo nagrajencev v centru. Takole je. No. Pa malo stran, da jo bo videti. No, šalo na stran. Profesorica Vera Leban Sambolec v društvu Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, je prizadevna profesorica že od vsega začetka, saj italijanščino in francoščino poučuje že 15 let. Učenje jezikov združuje s poznavanjem kulture in umetnosti teh dveh jezikovnih področij. Vsako leto pripravi tudi ogled naravnih, kulturnih in zgodovinskih lepot v dežele jezikov, ki se jih učijo. S svojim strokovnim znanjem ter izrednimi oblikami in metodami dela učenja jezikov vedno znova privablja nove in nove učence. Čestitke. Nagrado občine Domžale prejme Vilma Novak. Gospa Vilma Novak je medicinska sestra, babica v ljubljanski porodnišnici in prostovoljka, ki dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Zadnja leta pa je tudi mednarodno pooblaščena svetovalka za dojenje. Kot prostovoljka je varuhinja gorske narave in mentorica mlajšim otrokom. Uspešno in požrtvovalno sodeluje z društvom Mali princ iz Šmihale in Zvezo Sožitje ter pomaga osebam z motnjo v duševnem razvoju. Vilma Novak je tudi dvakrat darovala kostni mozek in tako neposredno reševala človeška življenja. Čestitke.
In še peto, letos zadnjo nagrado občine Domžale prejme Ilonka Šarc. Tudi ženski pevski zbor Stane HB letos praznuje obletnico in sicer 35. rojstni dan. Med številnimi pevkami, ki jih vodi pevovodkinja Marika Haler, je tudi gospa Ilonka Šarc, ki se je v zbor vključila po upokojitvi, že 13 let pa prizadevno in požrtvovalno opravlja funkcijo predsednice zbora. Za vsa opravila, vezana na vaje, nastope, koncerte in drugo, porabi več kot le svoj prosti čas. Pri delu jo spremlja velika ljubezen do petja, do slovenske pesmi, predvsem pa želja za uspešno delo zbora, ki veliko in uspešno nastopa. Čestitke. Hvala, gospod župan in gospod predsednik. Malo pauze za vaju. Domžale so mesto na prepihu podeželja in ljubljanskega predmestja. Zato ni naključje, da smo za povezovalni element nocojšnjega programa postavili harmoniko, ki si je v zadnjem času izborila svoje mesto tako na veselicah, kot tudi na najbolj trendi urbanih zabavah. Dovolite mi nekaj besed o mojstru tega inštrumenta, ki je nocoj z nami. Klemen Leben je eden najvidnejših slovenskih interpretov mlajše generacije. Študiral je na Finskem in v Nemčiji, kjer je mojstrski študij zaključil z bravurozno umetniško stvaritvijo. Nagrade mednarodnih tekmovanj in ugodne kritike strokovne javnosti so mu odprla vrata imenitnih koncertnih prizorišč in festivalov. Kot solist nastopa z uglednimi orkestri in sodeluje s priznanimi skladatelji. Klemen Leben je tudi profesor harmonike in komorne igre na Konzervatoriju za glasbo in baletu v Ljubljana ter docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Danes smo spoznali, oziroma bomo kar nekaj zasedb, v katerih sodeluje. Nocoj si je za svojo gostjo izbral sopranistko Marijo Pönike, ki je študirala v Nemčiji in nas je opozorila na pomembnih odrih in tekmovanjih, kjer so se kritiki navduševali nad njenimi izjemnimi pevskimi in igralskimi dosežki. Je zelo iskana pevka kantat in oratorijev, v zadnjem času pa slavi uspehe tudi z glasbo našega časa. Torej, kombinacija soprana in harmonike nam je domača. Prisluhnimo, kako zveni v skladbi Johna Dowlanda Fine Necks for Ladies. Fine
Na vrsti so bronaste plakete, nagrajenci so letos trije, med njimi kar dva igralca in jaz vam povem, ker to poznam. Igralci smo še posebej veseli, nagrad, priznanj, aplavza, to prav rabimo. Res zadnjič ena kolegica v mestnem gledališču zadnjič je dobila 9 šopkov na oder. 9, ona je jokala, ona je po predstavi jokala, grem k njej pa rečem, kaj si tako srečna, ali kaj je rekla, ne, naročila in plačala sem jih 10. Podeljevalca, prosim, če se mi, gospod Verbič in gospod Dragar, prosim, če se mi pridružita na odru. Veliko teh vzponov boste imela danes. Drug let lahko dobita nagrado občine Domžale za alpinizem. Torej, tako, da bojo tudi nagrajenci tam. Ja. Bronasto plaketo prejme Milan Capuder. Gospod Milan Capuder je od leta 1973 član kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Sem lepo izgovoril, gospod Milan, to so me posebej opozorili, da je Škocjan. Škocjan, ja. Sem slišal, da je vaša žena rabila 10 let, da si je to zapomnila. Ker drugače je Škocjan, ne, pa Škocjan, vaš je pa Škocjan. Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan in vsa ta leta sodeluje kot gledališki igralec. V teh letih je odigral številne vloge v predstavah. Kaplan Martin Čedermac, Bratova kri, Kranjski baron Jurij Vega, Hlapec Jernej, Martin Krpan, Testament, Divji lovec, Ženitna mešetarka, Kekec je pač Kekec, Klopčič, V Ljubljano, Pod svobodnim soncem, Dama iz Maksima, Dogodivščine dobrega vojaka Švejka in Butalci. Milan Capuder je z naravnim talentom in z izredno voljo do gledališča veliko prispeval k rasti in prepoznavnosti gledališča na Studencu. Kar še posebej odlikuje zvestega člana društva je to, da skupaj z njim v gledališču sodeluje vsa njegova družina. Je vzoren ljubiteljski igralec, ki svoj prosti čas, kljub svoji veliki zaposlenosti, že dolga leta žrtvuje ljubiteljski kulturi. Čestitke. Bronasto plaketo prejme Mihael Lenček. Mihael Lenček je Domžalčan, ki je vso svojo delovno dobo posvetil slaščičarstvu. Zavzetost in strokovno delo sta mu omogočila uspešno delovno pot, najprej kot zaposlenemu v Napredku, nato pa je stopil na samostojno pot ter dolgo let vodil svojo slaščičarno. Kremna rezina in druge slaščice prispevajo tudi k prepoznavnosti naše občine. Uspešno in prepoznavno slaščičarstvo mu je omogočilo sodelovanje v različnih komisijah za izobraževanje slaščičarjev, pripravi učnih programov zanje in recenzijah učbenikov za mojstrske izpite. Dobro prakso Domžal, obrtniške občine, tako širi prek občinskih meja. Je tudi gasilec, gasilstvo je njegov način življenja. Prostovoljno gasilsko društvo Domžale mesto, temu društvu je zvest vse življenje in je v njem prizadevno opravljal vrsto vodstvenih funkcij. Je tudi častni predsednik društva. Čestitam.
tretjo, zadnjo bronasto plaketo prejme Pavel Orehek. V zadnjih 4 desetletjih dela kulturnega društva Jožef Virk Dob je s svojim delom, sposobnostmi, znanjem in ljubeznijo do kulturne dejavnosti na delo društva pomembno vplival gospod Pavel Orehek. Sprva kot igralec ter dolgoletni tajnik, vse skozi pa je k razvoju društva prispeval s svojimi znanji z področja elektrike. Sodeloval je tudi pri gradnji kulturnega doma na Močilniku in letnega gledališča, ter elektrifikaciji obeh domov in pri oblikovanju zvočne in svetlobne postavitve gledaliških predstav. Društvu namenja ves prosti čas. Pomembno je njegovo delo v krajevni skupnosti Dob, še posebej na področju gasilstva, saj je 17 let deloval v najožjem delu vodstva, vrsto let je bil tudi predsednik. Z organizacijskimi sposobnostmi, ustvarjalnostjo, prostovoljnim delom, pozitivnim zgledom je pomembno prispeval k uspešnemu delu obeh društev, pa tudi k bogatejšemu življenju in razvoju krajevne skupnosti Dob. Čestitke. Hvala lepa. Vidva gresta spet v dolino. Mi pa prisluhnimo še enkrat virtuozu na harmoniki, ki se znajde na koncertnih odrih, zna pa tudi zabavati z lastno priredbo legendarnega Avsenikovega pastirčka. Dame in gospodje, Klemen Leben.
Hvala Klemnu. Srebrna bosta nocoj dva. Eden se ukvarja s filmom in podobnimi rečmi, drugi s športom. Kaj se smejete? Z balinarstvom, to je šport. To je veliko bolj zdrav šport kot marsikateri. Sploh je ljubiteljski šport absolutno bolj zdrav kot vrhunski šport. Jaz se ob tem vedno spomnim Omice od Nataše, je bila zelo duhovita Štajerka, njena babica, humor imajo v družini in je vedno rekla, čuj Gašper, tebi niso nič čudne tote reklame za Kozmodisk? Sem rekel, ne Omica, zakaj? Je rekla, pa sami športniki ga propagirajo, kaj ga te oni rabijo, če se športom ukvarjajo. Poj pa še te steroide, to jemanje teh dopingov pa steroidov, pa to komentirala, pa je rekla, čuj, pa to ta punca ne, a ve kaj dela, ona bo tako poraščena, da jo bojo med lovsko sezono zaprto držali. Skratka, pridružite se mi prosim na vrhu domžalskega Triglava. Dobita štempel, obljubim, pridite. Vi ste zgradil prosti fitness za občane, ne? Zdaj pa največ vi telovate. Je videti, je. Je videti, je. To so same mišice. Mi pravimo na odru vedno tako, dober igralec še iz špeha mišice naredi. Srebrno plaketo prejme Karol Štajner. Karol Štajner je aktiven član fotokina in videokluba Mavrica Radomlje od leta 1977. V klubu ga izjemno cenijo kot odličnega poznavalca filmskega medija ter nepogrešljivega filmskega in videosnemalca in montažerja. Nepogrešljiv in zelo vesten je zlasti pri ekipnih snemanjih z več kamerami. V obdobju njegovega sodelovanja so v klubu posneli nekaj 100 dokumentarnih, domoznanskih in celo igranih ljubiteljskih kratkih filmov, s katerimi so na številnih prireditvah, festivalih in tako dalje, doma in v tujini, zastopali svoj klub in občino Domžale ter prejemali priznanja. Pri večini teh filmov je odločilno sodeloval Karol Štajner, ki je že vrsto let tudi podpredsednik kluba. Cenijo ga tudi kot skromnega in vestnega sodelavca. Njegovo delo je poznano in cenjeno v vsej Sloveniji in izven zanj je dobil že številne nagrade, nocoj pa še eno čestitke. Srebrno plaketo prejme Stanislav Žavbi. Gospod Stanislav Žavbi je športnik in rekreativec od nog do glave, pravzaprav vse svoje življenje. Največji del športnega in rekreativnega udejstvovanja ter tisoče ur prostovoljnega dela je namenil balinarskemu športnemu klubu Budničar, ki letos praznuje 40. obletnico. Je ustanovni član, dolgoletni predsednik in tajnik, tudi častni predsednik kluba, ki ga je vodil vse od njegovih začetkov prvomajske Budnice. V času njegovega vodenja kluba je ta postal eden od najbolj prepoznavnih balinarskih klubov, ne le v občini, temveč v Sloveniji in širše. Hkrati pa je v tem času dosegel številne tekmovalne in organizacijske uspehe. Državni prvaki, nosilci medalj svetovnega prvenstva, pomembno vlogo pa balinari iz Količevega igrajo tudi med slovenskimi balinarji, Balinarska državna liga. Pod vodstvom Stanislava Žavbija je bilo zgrajeno eno od redkih pokritih balinišč.
Najbolj ponosen je na uspehe mladih balinarjev, veliko vlogo pa je odigral pri organizaciji in delovanju drugih balinarskih klubov ter pri organizaciji številnih, tudi mednarodnih turnirjih na Količevem. Čestitke. Tik pred najpomembnejšim priznanjem nocojšnjega večera, zlato plaketo, bomo v čast prejemnika slišali trobilni kvartet godbe Domžale. Ta nastop pa je tudi uvod v pomemben praznik domžalske kulture, ki letos z najstarejšim domžalskim društvom Godbo Domžale koraka svoji 130-letnici naproti. Dame in gospodje, trobilni kvartet Domžale. Hvala trobilnemu kvartetu. Hvala trobilnemu kvartetu Domžale. Nocojšnji laureat, slavljenec je glasbenik. Ja, vedno mislimo, da je najpomembnejši, oziroma tako zgleda, na prvi pogled, da so najpomembnejši dirigenti. Vsaj oni tako mislijo. Ampak to ni čistko. Dokaz za to je anekdota, ko en dirigent v orkestru je imel blazen konflikt z bobnarjem v zadnji vrsti in se je skozi razburjal na tega bobnarja. Ta bobnar je pa skozi ugovarjal in potem je ta dirigent nekrat znoril in rekel, dajte kolega tam na bobnih, bodite tih, ker vam sam nekaj povem, kako je do bobnarja sploh prišlo. Tistmu, ki ni znal nobenega inštrumenta, so dali 2 palci v roke pa mu rekli tolčtle. Ta bobnar se je pa znašel pa je rekel, gospod dirigent, tistmu, ki ni znal niti tega, so še eno palco z rok vzeli. In tudi, ko damo šalo na stran, najpomembnejši so zagotovo take sorte, take vrste glasbeniki, kot je nocojšnji nagrajenec. Dame in gospodje, zlato plaketo prejme gospod Ivan Drago Tavčar.
Že kličejo, čestitke, že prihajajo. Čim vas pokličem na oder. A vam zvoni? Ne? Ja, tam zvoni nekomu, župan vam ne. Vam tudi ne. Meni tudi ne. Nekomu je zvonil. Hemingway, ja, komu zvoni? Hemingway. No, zdaj pa resno. Obrazložitev. Ko govorimo o človeku in godbeniku z veliko začetnico, je to zagotovo Ivan Drago Tavčar. Saj vse od leta 1960 do danes velja za zelo spoštovan ter nepogrešljiv člen godbe Domžale. In to v najbolj žlahtnem ter spoštljivem pomenu besede. Sprva je bil klarinetist, nato saksofonist, od leta 1984 pa je tudi predvodnik. Godbo vodi in prevzema odgovornost za njeno izvedbo in gibanje. Ivan Tavčar je svojo kvaliteto strokovne plati prenesel tudi na organizacijsko raven. Njegov predsedniški mandat, ki je trajal 1995 do 2006, bo zavedno zapisan v godbeni zgodovini. Popolna obnova godbenega doma je bila izvedbeno, organizacijsko in finančno ogromen zalogaj, ki ga je gospod Ivan Tavčar izpeljal z odliko. V tem obdobju je godba Domžale hkrati začela pridobivati na identiteti sodobnega pihalnega orkestra, ki dela na kakovosti in odprtosti. Začela so se povezovanja z drugimi godbami, tudi na mednarodni ravni, veliko je sodelovala na tekmovanjih in osvajala najvišja mesta. Vrsto let je član Sveta krajevne skupnosti Venclja Perka Domžale, pa tudi soustanovitelj in dolga leta pevec Stobljanskega okteta. V godbo je vložil in še vlaga ogromno dela in ur. Ob aktivnem igranju in predvodništvu opravlja tudi vlogo arhivarja. Je pa tudi godbenik z največjim naborom in izkupičkom sponzorjev in donatorjev. Čestitke. Nekaj so fanfare, pozdravljam dal. Vi boste še povedali, ja. Sem tole, ne? A ja sem mislil, da hočete povedati. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu vseh nagrajencev in v svojem imenu seveda se iskreno zahvaljujem občinski upravi z županom na čelu in z vsemi ostalimi člani. Seveda bi moral izpostaviti, da prvi so bili predlagatelji v mojem društvu, za kar se jim iskreno zahvaljujem, da so opazili moje delo, ki pa ni samo moje, ampak tudi vseh članov tako upravnega odbora kot pa članstva godbe. Mislim, da brez njihove pomoči ne bi bilo tega rezultata, kakršen je zdaj. Zato bi še enkrat se zahvalil vsem skupaj za iskreno pozornost, enako pa tudi hvala lepa v imenu vseh ostalih nagrajencev Nocojšnje akademije. Hvala lepa. Hvala tebi, Aleksandar, za to fajn podlago. Spoštovani gostje, prišli smo do konca, oziroma ne še popolnoma. Hvala vsem, ki ste svojo prisotnostjo počastili ta dogodek. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem. Naj nam bodo v spodbudo in navdih. Nocojšnja slavnostna seja s podelitvijo nagrad pa je pravzaprav le uvod v slavje, ki bo trajalo še nekaj časa. Zato vam želim še naprej prijetno praznovanje občinskega praznika. Iskrena hvala tudi vsem nastopajočim, ki smo vam polepšali večer.
Sedaj se pa za konec prepustimo še enkrat prvemu slovenskemu klezmer bendu, ki bo s tradicionalno skladbo Macedoni sklenil prireditev. Hvala, gospod župan, hvala, gospod predsednik, za vse te vzpone. Padcev naj ne bo, ne? Po skladbi pa vse skupaj vabim, da v predvirju nazdravimo naši občini in ljudem, ki jo bogatijo in plemenitijo. Hvala, bilo mi v čast, srečno.